Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Prepir je pričkanje, nestrinjanje, sovražen govor in jezen podtalni tok. Jezen podtalni tok je nevaren, kajti tega uporabijo ljudje, takrat, ko se pretvarjajo, da je vse prav, vendar pa je za kulisami, nekje v globini srca, razočaranje, grenkoba, zagrenjenost, ob prvi priložnosti pa je na vrsti opravljanje in kritiziranje. In prepir uničuje. Satan uporabi ta hudi duh, da uniči zakonske zveze in vsakovrstne medčloveške odnose. Verjamem, da je prepir vzrok uničenja mnogih poslov, kajti verjamem, da ni napredka, kjer ne vlada mir. Tudi v mnogih cerkvah so razdori zaradi prepira. Mi ne moremo imeti blagoslova od Božje službe, če pojemo pobožne pesmi, vendar pa je razdor med voditelji in pevci, ter med njimi vlada ljubosumje. Jaz bi moral voditi slavljenje, ne ti, jaz pojem lepše kot ti, z mano nisi prav ravnal, moral bi storiti nekaj posebnega, jaz in ne ti. Nimajo posvečenja, da bi ti ljudje prejeli Božjo besedo. Ko enkrat sedajo po klopeh, so zelo kritični in obsojajoči do duhovnika, kako opravlja Božjo službo in dolžino le-te. Neverjetno je, kaj vse ljudje najdejo, o čemer godrnjajo in se pritožujejo. Mi pa se moramo zavedati polnosti in popolnega blagoslova, da lahko brez zadržkov preidemo podobne situacije in poslušamo Božjo besedo vsak konec tedna. V svojem življenju se moramo izogibati prepiru. Če se pojavi v časopisu na naslovnici prepir, recimo, da bi enkrat mesečno izšel časopis, kjer bi lahko prebrali naslednje naslove. Zakonca sta obiskala biblični tečaj, nato pa doma v ognju prepira vse izgubila. Bog jo je posvaril, vendar sta zavrnila opozorilo. Krščanski poslovnež je bil zelo zmeden pri odprtju stečaja. Ko so ga vprašali o nesoglasju med sodelavci, je izjavil, da to ni njegov problem. Mlad kristjan se je podal v droge, ker ne more videti Boga v svojih starših, vse, kar lahko vidi, je samo prepir. Cerkvena skupnost se je razšla zaradi spora med voditelji skupin. Zakonca nikoli nista prejela dediščine, ki jima je bila obljubljena po Božji besedi, ker se nista menila za opomin, ki sta ga prejela od Boga o nevarnosti prepira v zakonskem življenju. Krščanska šola popolnoma opustošena. Sveti duh pravi, da so se učitelji sprli. Sedaj vidite, sama sem obiskovala cerkev, kjer je bil razdor zaradi prepira. Nisem bila samo v eni cerkvi, ampak poznam razmere z ene in druge strani, poznam veliko nesmisla, ki se lahko pojavi, če ljudje niso pravilno podučeni o nevarnosti prepira. To ni tako enostaven poduk. Prepir je zelo nevaren in ga morate obravnavati kakor strup. Sama gojim strah o spoštovanju do prepira. Tolikokrat se zgodijo stvari v človeškem življenju in nihče jih ne more razumeti, kajti navsezadnje so vsako nedeljo v cerkvi, so tako prijetni ljudje, vsakega ogovorijo in jih vsi pozdravljajo. Vendar, ko spoznate resnico, da se pri njih doma dogajajo vse vrste zmešnjav za zaprtimi vrati in ni nikomur mar. Ni pomembno, kolikokrat na teden greste v cerkev, če je hiša polna žgalnih daritev in je primešan prepir, to ni všeč Gospodu. Amen. V slogi je moč. V nesoglasju je slabost. Da se z ljudmi razumete, ni lahko. In to se ne bo zgodilo samo po naključju. To se bo namreč zgodilo, če si bomo namenoma za to prizadevali. In edini način, da napravimo to odločitev namenoma, je, če se zavemo, kaj izgubljamo s tem, če se ne bomo posvetili miru v našem življenju in naših odnosih. Ne morete se prepirati, če eden izmed dveh ni ponosen.
Sveto pismo pravi, ponižaj se pod mogočno Božjo roko. Naj vas on sam poviša na svoj način ob svojem času. Začudili se boste, kolikim prepirom bi se lahko izognili, če bi si nadeli bolj ponižno držo in namesto, da vedno predvidevate svoj prav in da se vsi drugi motijo, si v svoj vtisnite, da nimate vi v vsem prav. Naše mnenje ni edino pravilno. Ni potrebno, da je vedno po našem. Poglejmo v Matejevi evangeliji 18:19, kaj pravi o prepiru. Koliko izmed vas bi rado molili tako, da se bodo vaše molitve uresničile? Sveto pismo nas uči, da je en način, da prejmemo skoraj vse, kar hočemo, če najdemo še nekoga drugega, ki se strinja z nami, in to ne samo enkrat na toliko časa, ko rabimo čudež, ampak da živimo v slogi. Resnično povem vam, če sta dva izmed vas soglasna, in to pomeni v harmoniji, v katerikoli prošnji, glede česarkoli, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, sem jaz sredi med njimi. Ali se zavedate, kako čudovito je to besedilo? Sama sem si napisala wow. To je wow besedilo. Če sta dva, če Bog lahko najde dve osebi, ki si bosta prizadevali in se odločili za soglasnost, se odpovedala prepiru v razumu, v srcu, v govorjenju in odpravila prepir iz življenja ter molitve, potem lahko on stori čudovite stvari. Kajti eden jih prežene 1000 in 20 000. Če bi bile 4 takšne osebe, se pojavi število 1 milijona. Kaj bi se zgodilo, če imate 4 ljudje, ki živijo in se razumejo med seboj? Že dolgo mislim na molitev ljudi, ki so med sabo v soglasju. Vendar mi je prišlo na da če rabiš čudež, si nekoga pridobiš, da molita za ta čudež. Ampak to je nesmisel, kajti to ni to, kaj pravi Sveto pismo. Vi ne morete ves teden upravljati duhovnika in potem, ko dobite slab izvid od zdravnika, greste k njemu in ga prosite, da se sporazume z vami in moli za čudež. Dajte no, predavam bolje, kot vi reagirate. Vendar, če se ves čas prizadevate, da ste z njim v soglasju in ko slišite nekoga, da ga obrekuje in govori o njem grde stvari, potem se obrnete proč in pokrijete te nelepe stvari z nečim dobrim. Prizadevajte si, da bi v svojih družinah bili v soglasju, pa tudi, če morate za to potrpeti. Častite tista načela soglasja, ki so usmerjena k Bogu in se v svojem življenju izogibljite jeze, zamire, žalitev in prepira. V svojem življenju se moramo izogibati prepiru in potem, ko rabimo čudež, začnemo moliti s temi, ki so z nami v soglasju, da preprečimo vstop sovražniku. Kajti Sveto pismo pravi, naj ne zaide sonce nad tvojo jezo. Če se na nekoga jeziš, se z njim poravnaj, preden gresta v posteljo. Pravi, ne dopustite hudiču takšnega temelja. In veste, kaj se zgodi, ko si pridobi takšen temelj? Potem lahko postavi oporišče. Dobro, vendar kolikokrat greste v posteljo jezni na neko osebo in z njo tudi zaspite? Vem, da sem to napravila velikokrat v svojem življenju. Napravila vse vrste neumnosti in sem vztrajala v razporu med dvema blazinama, kakor da bi Davida prosila za več odeje. Vso noč sem zmrzovala in se počutila bedno, potem ko je on smrčal in imel sladke sanje. Dajte no. Ali kdo izmed vas šel jezen spat? O moj Bog, to pa je preveč ljudi. Torej vas je Bog danes poslal na pravo mesto. Mi moramo začeti govoriti, kaj nam vse resnosti naroča Božja beseda in če pravi, naj tega ne storimo, potem se moramo na to osredotočiti, da tega ne storimo. Kajti Bog nam pravi, naj tega ne storimo. Amen. Nevarno je, če gremo v posteljo jezni. Mi tako odpremo vrata sovražniku, ko jezni zlezemo v posteljo. Jaz bi požrla svoj ponos, če bi bila na vašem mestu, odšla k tej osebi ter rekla, glej, nočem se prepirati, žal mi je za to, odpusti mi, biti mora mir. Ponižajte se.
Bodite delavci za mir in ga obdržite. Lahko pa ste trmasti in rečete, tega pač ne bom storil. Dobro, nato izgubite še drugo noč brez spanja in če traja dovolj dolgo, si nakopljete rano na želodcu, glavobol in se počutite bedno. Odpirate vrata sovražniku in se čudite, zakaj stvari ne delujejo v vašem življenju, pa če tudi ste vsako nedeljo v cerkvi in kupujete CD-je. Amen. Mi si moramo prizadevati, da živimo v skladnosti, kajti iz tega izvira moč. V svojem domu potrebujete posvečenje. Vi morate imeti takšno posvečenje, da ga vaši otroci lahko čutijo. Za svoje finance morate imeti posvečenje. Vi potrebujete posvečenje za modrost in kreativne ideje. Bog ne more napraviti ničesar tam, kjer ni miru. Poglejmo v Luko evangelij 10. poglavje. Ko sem ga pred mnogimi leti prebirala in kar se mi je pri tem razodelo, bom danes podelila z vami. Priznam, da mi je to vsa leta veliko pomenilo. Luka 10:1. Potem je Gospod izbral 72 drugih in jih je poslal pred seboj po 2 in 2 vsako mesto ali vas, kamor je tudi sam nameraval priti. Predstavljajte si, kako Jezus pošlje 72 svojih učencev, ki jih je učil in jim naročil, da gredo v mesta in začnejo poučevati. Rekel je, žetev je obilna, delavca pa malo. Molite torej, da Gospod pošlje delavcev na svojo žetev. Pojdite in bodite pazljivi, pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Ne nosite ne denarnice, ne torbe, niti dvojnih sandal in se ne mudite ter zaustavljate na poti s pretiranim pozdravljanjem. Torej, on ne pravi, da bodite neprijazni, ampak se osredotočite. V katerokoli hišo pridete, poslušajte, v katerokoli hišo pridete, recite najprej mir tej hiši. In če bo tam sin miru, bo na njem počival vaš mir. Če pa ne, se pa vrne k vam. V tisti hiši ostanete ter jejte in pijte, kar imajo. Ne prehajajte iz hiše v hišo. Vendar na to nadaljuje in pravi, v katerokoli mesto pridete in vas ne sprejmejo, otresite prah iz svojih nog in ga zapustite, kajti tam ne boste mogli nič storiti. Zame je zanimivo, da ko je poslal te svoje učence, je rekel, najprej morate imeti neko bazo, da boste lahko delovali. Morate imeti prostor za spanje in za jesti, da se lahko vrnete in odpočijete. Zagotovite si, da si pridobite miroljuben prostor za delovanje, kajti če ne bivate v miru, boste raztreseni na delo, ki vam ga nalagam. Kar sem jaz pridobila iz tega odlomka, da sem začutila klic svojega življenja in Bog mi je podaril delo in jaz hočem biti močna. Ko tukaj nastopim z govorom, potrebujem, da Božje posvečanje dežuje na moje besede. Jaz ves čas govorim ljudem, da ne delam nič zanimivega. Jaz samo govorim in pričakujem, da ljudje napolnijo dvorano in me poslušajo 6, 7 ali 8 ur za konec tedna in mora biti nekaj, kar jih ujame in obdrži. Ne samo, da se želijo vrniti, ampak tudi, da gredo ven in kupijo več CD-jev in DVD-jev, knjig in jih seboj nesejo domov. In to ni zato, ker sem tako zelo zgovorna ali ker bi imela melodičen glas. To je zaradi Božjega posvečenja. In potem, ko pridigam Božjo besedo 35 let, sem iznašla nekatere stvari, ki jih lahko storim, da povečam posvečenje in nekatere stvari, ki jih lahko storim, da bodo zelo hitro zaprle vrata posvečenja. In če se lahko pojavim tukaj s ponarejeno duhovnostjo, čeprav izrečem iste stvari, ne bodo prišle do vašega srca na enak način, kakor pa če je Božje posvečenje na njih. Samo pomislite, kaj se bi zgodilo v vašem življenju, če si boste prizadevali ohraniti mir v vašem domu in ko potrebujete čudež, molite.
Če to primerjate z vsemi spori, prepiri, pričkanji in živeti na en način za zaprtimi vrati ter na drug način v cerkvi, kjer je hvaljen Gospod, slava ti Bog, hvala ti Jezus, aleluja, nato gre se domov, kjer se boj nadaljuje in naslednji teden zopet slava ti Gospod, hvala Jezus, slavimo Gospoda. In vem, da se to dogaja, ne pri vsakem seveda. Vendar mnogi ljudje ne razumejo, kako je to pomembno. Mi se pogubljamo zaradi neznanja. Vsake toliko časa potrebujemo, da je v nas malo Božjega strahu. Jaz nisem tukaj zato, da bi vas strašila. Vendar vas hočem opozoriti, da če se ne izogibate prepiru, delate veliko napako, ker odpirate vrata sovražniku. V 1. Petrovem pismu, 3. poglavje 10-11, ki je eno izmed mojih najljubših besedil in sem ga velikokrat uporabljala v svojih poučevanjih, nam pravi, da moramo imeti mir v 3 različnih odnosih. Kdor namreč hoče ljubiti življenje in videti dobre dni, pa naj se zdijo dobre ali ne, naj zadržuje svoj jezik od hudega in ustnice, da ne bodo govorile zvijače. To je tesno povezano z mirom, kajti težave se začnejo z jezikom, ki ni pod vplivom Svetega Duha. Vsako prerekanje se začne z neko izjavo, ki razjezi nekoga drugega. Ogiblje se hudega in dela dobro, išče mir in hodi za njim. Rada imam ta odlomek. Naj išče mir in hodi za njim. Ne pravi, da samo molimo za mir, upamo ali si želimo. On pravi, iščite mir in mu sledite. Naj išče mir in hodi za njim v harmoniji, naj se ne da zmotiti zaradi strahu, razburkanih čustev ali moralnega dvoma in naj vneto išče mir. Iščite ga. To je zelo močna beseda. Išči ga, pojdi za njim, sledi ga vsem svojim srcem in vso dušo. Po letih in letih nemira, razočaranja, razdražljivosti, skrbi, zagrenjenosti, zamerljivosti, da sem se čutila užaljeno, ranjeno in preobčutljivo, ter sem potem šla v cerkev, sem končno doumela, da si bom prizadevala za mir v sebi, pa če je to zadnja stvar, za katero živim. Iznašla bom način, kako živeti v miru in me ne zanima, kaj moram spremeniti, kaj moram opustiti, kaj bo Bog storil z mano, kajti jaz ne bom živela v zmedi. Sama se nagibam k mišljenju, da če ne postanete tako pripredljivi, kakor ne bi smeli nikoli biti, razen če niste eden izmed tistih, ki so rojeni z mirom in teh je samo nekaj. Vi ste tako preprosti, umirjeni, mislim, to je pač vaš način. Takšni ste, ampak takih je le peščica. In tudi če ste takšni, ste verjetno poročeni z nekom kakor jaz. S takšno agresivno in močno osebnostjo. Vendar je tu rečeno, ne samo, da želite miren odnos z Bogom, samim seboj in svojimi tovariši, ampak ta mir zasledujte in mu sledite. To je tako pomembno, kajti mislim, da je to bistvo tega odlomka. Najprej morate imeti mir z Bogom. Drugič, morate imeti mir s samim seboj. In tretjič, šele na to ste lahko v miru z drugimi ljudmi. Vendar pa mislim, da je eden izmed največjih problemov, da mi poskušamo biti v soglasju z drugimi ljudmi, ko niti sami sebe ne maramo. Ali ste kdaj razmišljali o dejstvu, da morate imeti odnos do samih sebe? Kajti kamorkoli greste, tam ste vi. Vi ne morete spati brez samih sebe, ne morete jesti brez sebe, niti na stranišče ne morete iti brez samih sebe. In če ne marate sebe, je to beden dan.
Vendar začnimo s tem, da imate mir z Bogom. Jaz vam samo malo govorila o tem. Gotovo je, da hočete imeti mir z Bogom. Zato se morate pokasati svojih grehov, se obrniti v stran od njih in ustvariti odnos z Bogom. Vendar vzemimo, da ste kristjani in ste morda eden tistih smešnih kristjanov, ki se jezijo na Boga in so razočarani z načinom, kako se je vse obrnilo. Verjetno ne bi nikoli rekli, da ste jezni na Boga, vendar resnica je, da so nekateri ljudje nekoliko zagrenjeni v svojem odnosu do Boga. Čutijo, da jim Bog vedno nekaj dolguje. Na koncu koncev sem jaz molil in veroval in hodil v cerkev, daroval in sedaj poglejte. No, mogoče je, da ste govorili Bogu. Kaj vi želite, ampak ste pozabili ugotoviti, kaj Bog želi. Mnogokrat dajmo Bogu naš načrt in se jezimo nanj, ker ne gre naprej, se ne uresniči. Mi ne moramo načrtovati in potem moliti, da bi Bog to napravil. Mi moramo moliti in ugotoviti, kaj je Božja volja. Aleluja. 1. Korinčanom 2:2. Pavel izreče nekaj, kar je zelo pomembno. Pravi, odločil sem se namreč, da ne bom za nič drugega vedel med vami, kakor za Jezusa Kristusa in to križanega. Pavel je bil zelo inteligenten, izobražen človek in mislim, da je v svojem potovanju z Bogom postal utrujen od raziskovanja in razumevanja stvari. In rekel je, ni mi potrebno vedeti, zakaj se je to zgodilo, zakaj se je temu učencu to zgodilo, nekomu drugemu nekaj drugega, zakaj eden trpi, drugi ne. Ni mi potrebno, da vse raziščem. Vse, kar moram vedeti, je Kristus. Poznam Boga, poznam njegovo osebnost, vem, da je dober, vem, da me ljubi, vem, da mu lahko zaupam. Ni mi potrebno vedeti za vsak zakaj in vsak za to. Kajti vse, kar moram storiti, je, da zaupam Bogu. Sveto pismo pravi, da vemo samo delno. Nikoli ne bomo mogli dometi Boga in če bi kdaj lahko, potem on ne more biti več naš Bog. Ena od stvari, zakaj mi gledamo k njemu, je, da je v njem skrivnost. Bog je toliko večji, kakor lahko naš razum sploh dojame. Prvo pismo Korinčanom 10, 9 in 10 vrstica nam kaže nekoliko pogleda v to, da bi se prepirali z Bogom. Vem, da danes vsi izgledate zelo nedolžno, vendar vam lahko zagotovim, da so ljudje v tej dvorani, ki so prišli sem in so jezni na Boga. Morda stvari še niste obesedili, vendar je v vašem duhu nekoliko zagrenjenosti, ker se ni zgodilo tako, kot bi sami želeli. Pred kratkim sem srečala ženo, ki je zatrjevala, da je jezna na Boga že dolga leta. Kajti, ko je ona imela 50 let, je bila še vedno samska. In ena stvar, za katero je molila in Boga prosila, je, da bi se poročila. Ni mogla razumeti, zakaj nima moža. Poskušala je biti dobra kristjanka, verjela je v Boga in hodila v cerkev. Poskušala je biti blagoslov ljudem in zadnja stvar, za katero je prosila, se ni uresničila v njenem življenju. Dokler končno ni popolnoma obupala in rekla Bogu, lahko sem srečna z možem ali brez njega. Ni mi treba tega imeti, da bi ljubila tebe in bila srečna. In nato je dobila moža. Potem sta bila poročena približno 10 let in bil je čudovit mož. Nato je odšel v bolnišnico, da bi imel nezahtevno rutinsko operacijo, dobil je okužbo z bakterijo in umrl. Kdo naj to razume? Mi tega ne moremo razumeti. Ona se je morala odločiti, ali bo cenila teh 10 let življenja z njim, kot pa da bi bila zagrenjena, ker je nekaj šlo narobe in tega pač ne more razumeti. Ne jezite se na Boga, kajti on je edina oseba, ki vam lahko pomaga. Ko smo enkrat razočarani z Bogom ali pa jezni nanj zaradi stvari, ki ne uspevajo v našem življenju, je prva stvar, ki jo storimo, da kritiziramo in se pritožujemo, kar je zelo nevarno. Spet smo na začetku. Če se hočeš veseliti življenja in doživeti dobre dni, pa naj se zdijo takšni ali naj se izogibli hudega ogovorjenja. To vključuje mrmrjanje, godrnjanje in pritoževanje. Gotova sem, da se nobeden izmed vas ni nikoli pritoževal. Gledate me tako, kot da se nikoli ne bi o ničemer pritoževali. Prvo pismo Korinčanom 10:9. Ne bi smeli skušati Gospoda in preskušati njegove potrpežljivosti, tako da zapademo v obsodbo. Ali mislite, da ste dobili sodbo? Gotova sem, da včasih Bog gleda na nas in si misli, dobil sem sodbo.
ko se obada z nekaj milijardami godrnjavih, mrmrajočih otrok, ki se pritožujejo in ni važno, kaj storim, kajti oni nikoli ne bodo srečni. Ne izkoriščate njegove dobrote, kakor so to storili nekateri in so jih pokončale strupene kače. Morate vedeti, kako je to pomembno. Niti se ne smemo mi pritoževati v nezadovoljstvu, kakor so to storili nekateri in so bili uničeni. Tu je nek drug odlomek, ki nam pravi, da so te stvari zapisane za naš poduk. Izraelci in njihovo majhno potovanje po puščavi, ki naj bi trajalo 11 dni, vendar je trajalo 40 let in mnogi izmed njih niso preživeli. Niso bili krivi Perzijci, Hetejci, Jebusejci ali drugi sovražniki, katerih bi se jih moral Bog zaradi njih znebiti. Kriva je bila njihova drža, ki jih je zadrževala 40 let, ko so poskušali narediti 11-dnevno potovanje. In del te napačne drže je bilo mrmaranje, godrnjanje in pritoževanje za vsako stvar, ko so hoteli, vendar je niso dobili od Boga. Bili so jokavi otroci, mrmrajoči otroci. Sveto pismo pravi v 5. Mojzesovi knjigi 8:2. Vodil sem te vseh teh 40 let po puščavi, da bi te pokoril, preizkusil, da bi videl, ali boš obdržal moje zapovedi ali ne. Enostavno je obdržati Božje zapovedi, ko gre vse po našem. Enostavno je slaviti Boga, ko gre vse po našem. Vendar kaj potem, ko nič ne gre po vašem in to traja že dolgo časa? To je tedaj, ko se naš odnos z Bogom preizkuša. To je tedaj, ko se naša osebnost preizkuša. Že dolgo tega sem opustila dejstvo, da bi našla vzrok. Enostavno sem rekla, vem, da me Bog ljubi, vem, da sem našla poklic življenja in ga bom upravljala, dokler ne bom izdihnila. Če bo lahko, ga bom upravljala, če bo težko, ga bom upravljala. Zelo hvaležni smo, da lahko omogočamo ljudem zdravo eksistenco, kajti menim, da jim čista voda omogoča boljše počutje, boljše življenje in mislim, da si to Bog želi za vsakogar izmed nas. Zelo srečni smo, da lahko postavimo vodnjake z ljudi, da imajo čisto vodo. Velik blagoslov za nas je, da imamo v svojih hišah napeljano čisto vodo in tega se sploh ne zavedamo. Želimo omogočiti ljudem dostop do čiste pitne vode, kajti njihovi otroci zbolevajo zaradi onesnažene vode. Velika hvala vam, da nam pomagate s svojimi darovi, to je čudovita priložnost, da lahko gradimo vodnjake v revnih predelih. Danes vas prosimo, da pomagate svojemu sosedu. Lahko je to sosed sosednji hiši na robu mesta ali na drugi strani sveta. Če Božji otroci trpijo, Bog pričakuje, da jim mi ljubeznivo pomagamo. Z vašim osebnim darom lahko pomagate v naši akciji Hand of Hope, nahranite lačne, omogočite medicinsko, zobozdravstveno nego in rešite otroke ter ženske pred trgovino z belim blagom. Več informacij najdete na spletni strani www.joycemeyer.org. Hvala vam. Ko darujem misionarski skupini Joyce Meyer, čutim, da sem blagoslov za druge, ker ko ti daruješ njim, se oni razdajo za druge. Nekdo mora plačati, da se oddaje posname in predvajajo, da se lahko natisnejo knjige, ki jih beremo in se toliko iz njih naučimo. Če ti daruješ njim, v resnici daruješ vsem, mnogim ljudem po vsem svetu. Biti partner misionarske skupine Joyce Meyer je zame priložnost povrniti za dobroto. Ti si tu. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.